Faronika se je na trgu slovenske konzumne ribe uveljavila z prodajo fino čiščenega fileja po strvi v šolah, vrtcih, javnih ustanovah, pri lokalnih gostincih. Z zaprtjem šol in zaprtjem mej smo seveda ostali brez vseh teh kupcev. Pomladni čas, to je čas viška korone, je za nas običajno čas enega novega zagona, tudi v finančnem smislu. Faronika namreč z vzrejo avtohtone ribe, soške postrvi in lipana, pa tudi šarenke, zagotavlja ribiški družini Tolmin in okoliškim ribiškim družinam izvajanje osnovnega in dopolnilnih vlaganj za športni ribolov. Zaprtje mej je seveda pomenilo, da tujih ribičev, turistov v to dolino ni bilo več in posledično smo bili ob odkup kar velike količine rib strani ribiških družin. Pomladni čas je tudi čas, ko riba prične ponovno po zimskem odmoru svoje aktivno življenje. To je čas, ko mi običajno intenzivno hranimo ribe, smo pa bili primorani zaradi varčevalnih ukrepov to hranjenje zmanjšati, posledično pa žal čutimo učinke zdaj v poletnem času, ko ta riba ni prirasla do željene velikosti. Tako da vsi ti ukrepi, ki sem jih omenila, ves ta izpad kupcev za nas pomeni nekje izgubo, ocenjujemo 85 do 90% celotnega prometa. Za Argeto je ena temeljnih vrednot trajnostni razvoj in v sklopu trajnostnega razvoja ni pomembna samo, da je proizvodnja okolju prijazna, da imamo kvaliteten proizvod, ampak tudi, da pomagamo lokalnemu gospodarstvu. Majhna lokalna podjetja so izredno pomembna za družbo in za lokalno gospodarstvo. Prinašajo pozitivo, prinašajo delovna mesta in razvoj lokalnega okolja. Ravno zato, ko smo slišali za to zgodbo, se nam je zdelo izjemno pomembno, da se povežemo in da pomagamo na tak način. Kot multinacionalka z več kot 5500 zaposlenimi je pogosto težko sodelovati z lokalnimi dobavitelji, ker imamo izredno velike količine in nam težko sledijo tako s količinami kot s kvaliteto. In ravno zaradi tega je ta zgodba tako zelo pomembna za nas. V Mercatorju vidimo male lokalne dobavitelje kot pomembne partnerje, kot pomembne dobavitelje lokalnega blaga. In zato nam njihovi izdelki, ki jih večinoma predstavljamo pod krovno aktivnostjo Radi imamo domače, pomenijo pomembno razlikovalno prednost in dodano vrednost. Ja, ideja za sodelovanje z ribogojnico Faronika je v resnici prišla s strani vodstva, ki so preko medijev in preko poznavanja ribarnice zaznali njihovo stisko. In ker se nam kot blagovni znamki Argeta izdi trajnostni razvoj in pomaganje lokalnemu okolju in gospodarstvu izredno pomembno, smo se seveda takoj odzvali na pomoč, jih poklicali in vprašali, če so pripravljeni za sodelovanje. Ja, Faronika svoje ribe vzreja na 3 lokacijah, v 3 ribogojnicah. To je velika kapaciteta, veliko število bazenov, velika količina rib. Za prodajo teh rib lokalno tržišče ne zadostuje več. Zato smo si zadali cilj, da poiščemo večjega kupca, ki je pripravljen od nas odkupovati večje količine. V tem smislu je sodelovanje z Argeto in Mercatorjem idealna rešitev in ustreza tej naši strategiji. Hkrati seveda vidimo v tem partnerstvu idealno priložnost za promocijo naše ribe, torej ribe iz Posočja, našega podjetja in seveda naše doline v celoti. Mislim, da se tukaj naše ideje lepo prepletajo, ideje Mercatorja in Argete o pomoči lokalnim proizvajalcem in seveda naša ideja, naša vizija o tem, da posoška riba kot vrhunska riba zasluži svojo prepoznavnost, svoje mesto na krožniku vsakega svetovnega kuharskega mojstra, predvsem pa na krožniku vsakega lokalnega slovenskega gospodinjstva.
Tako da se veselimo tega skupnega proizvoda, te nove paštete in seveda smo prepričani, da bodo srečni kupci s to pašteto okusili dolino Soče. Ja, v bistvu se je razvoj začel tako, da sva se slišala z gospo Urško in sem jim predstavila našo idejo. In takoj potem, ko smo prejeli njihove vzorce v naš laboratorij, v naši tovarni, so punce pričele z delom. Na tem mestu moram izredno pohvaliti tim razvoja, ker je deloval izredno hitro in učinkovito. Seveda, če ne bi imeli toliko izkušenj v ozadju in tazga znanja, tazga proizvoda ne bi mogli razviti v toliko kratkem času. Tako da bo v bistvu zdaj, odkar sva se midve pogovarjali, pa do tega, da bo proizvod na policah Mercatorjevih trgovin, preteklo, mislim, da dobrih 6 mesecev, kar je v resnici za razvoj izdelka zelo malo. Seveda so bili tukaj vpleteni tudi vsi ostali oddelki, kot je marketing in nabava in prodaja in tako, da so se v bistvu, res smo se vsi sfokusirali, da nam je bil to prioritetni projekt in da smo dali velik poudarek na to in da smo se vsi potrudili, da bo izdelek čim prej na policah za naše potrošnike. V Mercatorju smo vedno odprti za nove predloge in ideje, kar se tiče sodelovanja z dobavitelji in z lokalnimi gospodarstvi. Večkrat se pokaže, da so ravno mala podjetja tista ključna, ko govorimo o inovacijah in s tem razvoju za prihodnost. In tu vsekakor lahko najdemo sinergije. Sodelovanje je vsekakor dobrodošlo, ne samo v kriznih časih, temveč tudi v nekem normalnem, običajnem poslovanju. Za podjetje, kot je naše, torej mlade podjetje, je običajno značilno, da smo polni idej, optimizma, radi tvegamo. Nam pa seveda zmanjka potem nekaj sredstev ali energije za preboj na večji trg. Tukaj vidimo našo priložnost v tem sodelovanju in hkrati upamo, da smo prijetna, spodbudna osvežitev za oba partnerja. V povezovanju vidimo predvsem moč sodelovanja in nam je zelo pomembno, da sodelujemo tako z lokalnimi podjetji, kot z enim največjih trgovcev Mercatorjem. Ravno v času krize se ponavadi rodijo najboljše ideje. In zdaj vidimo, da ideje, v ozadju katerega so neki dobri nameni, tako za potrošnika kot za lokalno skupnost, vedno obrodijo sadove. S sodelovanjem združimo znanje, zmogljivosti in sledimo nekemu skupnemu cilju. Sodelujemo tako za skupno dobro, kot za zadovoljstvo potrošnika. Kaj lahko še boljšega?